Dobro jutro. Pozdravljeni v ultimativnem izzivu, kjer bom kar en teden poskušala preživeti, brez da bi ustvarila en sam odpadek. No, ta je že prvi. Vsi vemo, da bo zemljo treba spucati. Pravijo, da je najprej treba počistiti pred svojim pragom. Pa da vidimo, kaj vse sem pometla pod preprogo. Dobrodošli v kopalnico, kjer pa imam že obilo enih problemov. Po hitri inšpekciji moje jutranje rutine sem ugotovila, da na vsakem koraku ustvarim odpadek. Zdaj v bistvu sploh ne vem, kaj narediti, tako da očitno se bom umila brez mila, zobe pa s prstom. Tudi moj zajtrk ni bil čisto nič drugačen. Vse, kar vam ne za pakiranje, en paradižnik, pa kisle kumarice, ki so domače. Pa dober tek. Na poti v službo sem se ustavila na svoji vsakdanji kavi in že takoj nezavedno ustvarila nov odpadek. Ker za malico danes nisem imela časa, sem zopet ostala lačna. Še avtomat za kavo ni sprejel moje šalice. Sem pa našla pitnik, kjer sem se prav otroško odžejala. S dolgim seznamom sem nato obiskala trgovino, kjer pa sem zopet ugotovila, da je vse zapakirano. Jaz prav nič ne morem kupiti, razen banan. Po težkem prvem dnevu sem šla stvari bolje raziskati. Živeti brez odpadkov v resnici ne pomeni, da ne ustvariš prav nobenega odpadka, ampak da z boljšim nakupom, ponovno uporabo in popravili omogočaš, da stvari čim dlje časa krožijo. Ker je osnova vsakega zero wasterja dobra predpriprava, sem najprej poiskala vse, kar potrebujem. Flašo za vodo in kavo, vrečke za večkratno uporabo, tupperware in pribor. Evo, moj nov osnovni asortiman. Pripravljena sem ponovno obiskala trgovino in ugotovila, da je izbire polno, le moraš jo znati najti. Tako sem na rinfuzo kupila svoje žitarice, za zelenjavo sem prinesla svoje vrečke, celo v delikatesi sem lahko svojo embalažo kupila vse, kar potrebujem. Evo, še feta sirla dobim v svoji embalaži. Napolnila sem tudi svoje posode za čistila in osebno nego. Ob koncu tedna je bil moj koš za smeti še vedno prazen. Moji babici je bilo vse skupaj smešno, ker je dobro vedela, da včasih koša doma sploh niso imeli. Nepakirane, sveže in lokalne sestavine, ki ne preživijo svojega življenja v plastičnem ovoju, imajo zagotovo dober vpliv tako na okolje kot tudi naše zdravje. Še posebej pa pomagajo našim lokalnim proizvajalcem. Najlepša stvar celega tega izziva sploh ni to, da je moj koš danes še vedno skoraj prazen. Ampak v bistvu to, da je tale moj poskus tako navdihnil moja prijateljica, da danes še vedno, kamorkoli gre, sabe vzame svojo stekleničko. In zagotovo je ta njen vzor navdihnil nekoga drugega. Pa ste se kdaj vprašali, kakšen vzor pa ste sami?